izpostavil predvsem nekaj najbolj perečih zadev, ki se tičejo predvsem krajev, iz katerih tudi sam prihajam. Po tem programu bo največ izgubila predvsem živinoreja in kraji, kjer je izključno travna ruša, tukaj ni druge alternative za poljščine, za karkoli. Sicer sam po sebi program se izkazuje kot zelo, da ponuja veliko možnosti črpanja sredstev. Vendar, če to pogledamo malo bolj nekdo, ki je laik, se tako lahko misli. Če pogledamo to pa z dejansko stališča kmeta, uporabnika, so pa ta sredstva praktično nedosegljiva. Kajti v veliko primerih bi morali popolno spremeniti tehnologijo pridelave krme, gnojenje, recimo imate tukaj tudi ukrep spravilo suhe krme stravinja. Vsem je znano, kakšna vremena imamo v zadnjih letih. Komaj ljudje dobijo čas, da spravijo silažne seno v travo, v silažne bale. Zdaj pa pridejo neki pametnjakovič iz ministrstva in rečejo, vi boste pa spravili suho krmo. To je predvsem problem pri malih kmetijah, kajti ti si ne morejo privoščiti investiranja v drage objekte in sušilne naprave. Potem imamo tukaj pašo na strminah. Stoletja in stoletja se je paslo živino v planinah, pa tudi na strmih pobočjih. Zdaj pa je to največji onesnaževalec, kar jih imamo v Sloveniji. To je res nejasno. Potem je še, zanima me tudi, kako bi nekdo prišel v recimo tolminskih, cerkljanskih hribih, kjerkoli gnojevko, oziroma je direktno vnašal v rušo, tam, kjer je to nemogoče. Tu imamo strmine, kjer niti ne more stati in je edini način razpraševanja gnojevke s stopom. Velika anomalija je tudi to, da mora biti zaradi ene parcele, ki spada v vodovarstveno območje, cela kmetija pod zelo strogim vodovarstvenim režimom. In bojim se, da bo sedaj se še več kmetov odločilo, da ne vstopijo v ta kmetijsko-okoljski program, ki je sicer tako vabljiv, dejansko je pa v praksi neizvedljiv, ker njegovo izvajanje je veliko dražje, kot pa je višina subvencij. Sam govorim z veliko kmeti na terenu in tudi predvsem takimi, ki dejansko živijo od kmetijstva in tudi pridelujejo hrano, ne pa samo, da pač obdelujejo zemljo. Kajti govori se v naši državi veliko o samooskrbi, o pridelavi hrane, ta PRP pa dejansko bolj podpira samo obdelavo. Zdaj pa tukaj se bo moral tudi minister enkrat izjasniti, ali je važna nam hrana ali samo pač subvencije. In predvsem opažam, da veliko kmetov, ki dejansko recimo redijo govedo, imajo mlečno prirejo. Ti kmetje že zdaj niso bili v kopu. So izstopili iz tega 2007-2008, ko je bilo v skopu, ko je bilo konec skopa. Zdaj pa opažam, da se jih še veliko več enostavno si ne upajo tu noter, ker so te omejitve prehude, ko prebereš drobni tisk. In verjetno bo edina stvar, ki bo tudi streznila ministrstvo, ministra in vse uradnike, ko bojo videli, koliko kmetov se dejansko ni odločilo za te tako opevane ukrepe. Hvala. Hvala.